Kaj češ nekaj komplicirati? Je modulacija. Živjo folk, tole testuro bomo delali kar klele iz moje kleti, govoril bom pa o Formula Cura 4 zavorah, ki so z mano že 2 sezoni. Ste pripravljen? DJ, puženi intro! Čist besen intro, vse vem, lobby bo malo krajši, mogoče kdaj v prihodnosti dodam tudi kakšnega novega, ampak zdaj ne bo tako, kaj je. Kakor sem v introtu že povedal, danes bomo govorili o Cura 4 Formula zavorah. Poleg Shimana in Srama obstaja še kaj drugega, a ne? Motherfuckeri, da ne boste takole gledali na ta svet, ja. Formula je v svet mountainbika z zavorami vstopila leta 1993 in na njihovi spletni strani klejmajo oziroma trdijo, da so oni prvi naredili hidravlično zavoro za gorska kolesa. S tem bi rekel, da so nekako odprli svet zavornih sistemov za ostale proizvajalce in verjamem, da so Italijani kar ponosni na to. Jaz se tega ne spomnim, ker sem bil takrat star 3 leta. Se pa spomnim svojih začetkov iz leta 2004 in takrat je bila sicer zelo popularna zavora Hayes HFX9 in pol čez celo kariero, če se spomnim, Formula ni imela lih najboljšega renomeja. Priznam, da sem se slinil nad Formula Oro Greg Minnaar Edition, ko je imel takrat moj kolega Zupanc, bila je taka isto polirana, full sexy, ampak feeling na ročki spužvast. In pol Mountainbike Trbovlje Team je imel takrat model D1, ko so ven prišle dvobatna bremza, full močna, ampak spet feeling na ročki, vsaj zame, ogaben. Se pravi, jaz sem furil Hayes na začetku, pa nekje do leta 2012 je bil Sram, pa skozi Shimano in v mojih očeh je bila Formula bremza, ki je ne dal v lifeu na bike. Do zdaj. No, pa pridem enega dne v Kult trgovino, pa mi Uroš Gnezda začne razlagati. Probaj zavore, sin moj, ne bo ti žal. Pa da imajo testne, pa da jih hvalijo, pa se jaz še kar operam, pa reče, pa dej, vrši zavoro gor, potestiri, pa boš videl, pa če ti nove všeč, jih pa vrne. Pa sem dejansko res to naredil in so mi toliko dobre, da imam zdaj že 2. sezono na bajku in mi je kar malo neroden, zato ker to so še zmer testne, pa jih nisem vrnil. Pa upam, da se bom s tem videom zdaj malo odkupil, pa ne zato, ker moram, ampak zato, ker sem res zadovoljen s temi fucking bremzami, ne. In zaračenega kruha se kar dost poje in Cura 4 je 4-batna zavora od Formule in bemo mater so jo naredili. Sistem je preprost, z minimalnim številom delov in kar je najbolj za moje pojme, vsi deli so zamenljivi in vsakega posebej lahko kupiš v trgovini Kult. Zdaj ne pričakujem, da bo lih vsak od vas znal razstaviti bremzo pa zamenjati vsak delček posebej, ampak je pa hudo, da če karkoli odlomiš, da ti ni treba cele ročke pa čeljusti kupiti, ampak kupiš sam ta del in potem mehanikar to zamenja. Na sami ročici je veliko vzvoda, luštno seže noter v prst, ročica je full lepa, feeling je dober in pač valjda klasičen, se pravi, bolj, ko stiskaš, več moči pride na rotor. Kar se performance tiče, jaz mogoče nisem zdaj čist najbolj relevanten, ker ne bremzam to, kot čisti začetnik, ampak še vseeno, telo sem spustil z Matej Jurija, z Kobariškega stola, ne vem, Karvavc, karkoli tacga, vedno dovolj powerja, nikoli nisem imel feelinga, da se je pregrevala, nikoli ni trda ročka rotvala, nikoli se ni zapacala od umazanije, še vedno je full lep feeling, nikjer niso, ne vem, šraufi zarjavel. Skratka, z mojih strani nič, ker bi to bremzo lahko pograjil, dela in še delala bo naprej, najverjetneje, a ne. Tako da, naredim pakne sem zamenil, pakne sem da pol sinter, zato ker sem probal malo njihove zmesi, pa so tu dobre, ampak ja no, karkoli tacga z bremzo ne, napele se zelo hitro, olivco rabaš, popneš noter, preluftaš, dela. Kaj češ nekaj komplicirati? Je modulacija. Rabim ti to modulacijo, ne se ne zabavam se, ne bomo agresije klele spuščali, ampak
Eni malo preveč komplicirati, dajmo si priznati. Veliko folka me je vmes vprašali, a je feeling bolj SRAM, a je feeling bolj Shimano, pa bom jaz rekel, da je lih nekje vmes. Mogoče, če zdaj moram zbrati, je malenkost proti SRAMu, zato ker ni valjda toliko on-off feeling kot pri Shimanu, ampak meni je bilo všeč, pa to gre z ust nekoga, ki je imel 10 plus let Shimano na bajku. Bremza ima tudi eden bolj prijaznejših sistemov za odzračevanje, pa ne samo zato, ker uporablja sistem z dvojno vbrizgo kot SRAM, ampak tudi samo zato, ker je sama arhitektura oziroma dizajn bremze narejen zelo preprosto in to definitivno pomaga pri jemanju zraka ven. Jaz pa priporočam drugače za Blida tale kit od Blidkita, noter imate čisto vse, plus še slovenski proizvod je, tako da big up fantom, ki se trudijo, da tole spravljajo na tržišče. A ja, pa pohvaliti moram original pakne, ki so prišli zraven zavor, ker primajo brutalno. Mogoče se malo hitreje zradirajo, ampak overall toliko hud feeling od samega začetka, pa ne vem, če se spomnim, da mi je kdaj cvilila na trailu in to je meni zelo všeč. Zdaj pa tisti, ki pa ste malo bolj šparovni, ne, pa dajte te trde zadeve noter, pa nadaljujte, ne, ampak mene to ne. Skratka, po 2 sezonah na bajku sem jaz neverjetno zadovoljen s temi bremzami, nikoli si ne bi mislil, da bo na bajku formula zavora in evo, zarečenega kruha se veliko poje in jaz ga jem. Tako da, če si slučajno kaj v dvomih, a si jih kupati ali ne, imajo moj žegen, po moje se ne bo zasral. Črne mi mogoče niso toliko lepe kot polirane, tako da izber polirane. All the way. A ja, pa ne pozabiti na Blidkit. Pa to ni sponzor, ampak čisto mi je hodil, da imajo Slovenci tak dober proizvod. Tako da, supportimo se, like, share, subscribe. Upam, da vam je bila ta epizoda všeč. Malo je bila na hiter, tudi vidite po katih, kako sem je zmontiral, ampak ne gre vse tako na profi, kot karkoli drugega, kar ste pri meni gledali, sploh če mi kakšen pikec montira. To je to, hvala Kult za tole, krasna izkušnja in če vas karkoli zanima, zapišite v komentar, odgovorim in se vidimo na trailih. Čau! A ja, pa cene, pa vse ostale informacije najdeš na www.kult.si. Vse to je v bistvu bilo logično, ne? Aj, čau!